Jana, najprej pozdrav na Irsko, obenem tudi pozdrav vsem, ki nas spremljate preko prenosa in ki boste ta pogovor spremljali potem, ko ga bomo opravili v živo. Dobro večer ali dober dan. Z mano na Irskem, kako je super, da imamo te internetne možnosti, Tomo Križnar in Bojana Križnar, tukaj je Vojo Erakovič, ki ga Maribor zelo dobro pozna, mislim, da tudi širna Slovenija. Moje ime je Simona Kopinšek in pozdravljam tukaj iz dvorane Gustav v imenu AGD Gustav, Društva Mitra in Zofijinih ljubimcev. Nocoj prirejamo drugi večer v sklopu spremljevalnega programa 10. mednarodnega festivala dokumentarnega filma Doku Dok in nocoj se, kako prikladno, posvečamo tematiki vode in skrbi za okolje. Tomo Križnar, bom začela kar s tabo. In sicer, kdo bi si mislil, da bo tema tvojega filma, dokumentarnega filma Darfur, Vojna za vodo, ki sta jo sorežirala z Majo Weiss, postala v tem desetletju in pol tako aktualna, ne? Danes dejansko ne govorimo o neki pretekli zgodbi, ampak o zgodbi, da metaforično Darfur postaja cel svet, ne? Ja, res je. Takrat, ko sem prišel z zapora v Darfurju, sem po 2 mesecih imel zapovedati točno to, da ne sprašujemo se, komu zvoni. Jaz vam lahko povem, da vsem nam, ker sem bil z ljudmi zaprt, imel sem srečo, da so me rešili pač Jugoslovani v Sudanu, ljudje, ki so študirali pri nas v Splitu na vojaški akademiji in zdaj so zelo visok v politiki in v vojski in ti ljudje so se zame potegnili. No? In zato sem tudi zaradi tega prijateljstva med Sudanom in Jugoslavijo in Titom dolžen povedati, sem bil dolžen to zgodbo povedati, ja. Da imamo skupne probleme, da to z vodo ni samo problem Slovenije, da imajo drugi še veliko hujše probleme, da se ne smemo zdaj zadovoljiti s tem, kar smo naredili, da smo obranili naše obale in pitno vodo, ampak moramo zdaj vztrajati, ne? Moramo vztrajati, da bodo tudi drugi lahko pili vodo, da jim ne bo treba umreti, da jim ne bo treba otroke žrtvovati, da ne bodo njihovi otroci pomrli zaradi te velike ignorance sveta. To sem hočem takoj povedati, da ne bom pozabil, se bom na koncu še enkrat, če se vledal. Ne se zdaj zavajati, da je pa vse dobro, da smo mi rešeni, da so naši rit rešeni in s tem je že svet rešen. Ne. Iz sveta prihajajo veliki problemi, ne? Tako kot virus, kot bakterije, kot kuga, kolera, črne koze. Povezani smo. In problemi, ki sem jih pač opisal v tej svoji knjigi leta 98, nafta in voda, pa kar sva z Majo pokazala, no, pomočjo televizije Slovenija, da je vojna za vodo, so zdaj res hvala, mislim, tako bi bilo, da ne bi bilo tako, ampak res zdaj še bolj jasno, da so problemi nas vseh, ne samo nekih tam dol, daleč proč. Z Bojano kolesarite po Irski, ne? Lahko še preden vprašanje namenim Vojo tebi, nagovarjam zdaj oba, ne? Kaj vidite tam, kakšen je tam odnos do vode, kakšna problematika mora biti, da izvemo iz prve roke? Bojana me je zadolžila, da moram jaz odgovarjati. Jaz lahko povem to, da v bistvu, jaz sem zelo srečna, glede na to, da kadar sva v Afriki, res opazujem te mame, kako nosijo vodo po več ur stran, in sicer v hribe, že na vse zgodaj zjutraj grejo in potem prinesejo vodo, da v bistvu kuhajo kosilo, seveda pa te vode zmanjka za osebno higieno, zato tudi toliko bolezni, zato se pojavljajo številni paraziti, ki jih imajo otroci, zato umirajo tam.
pa ne samo paraziti pri otrocih, tudi v bistvu gobovost, ki smo jo odkrila 2017 in proti kateri se zdaj boriva in pa poskušava tja prinesti zdravila, je povezana tudi s tem, ker ni vode in ker v bistvu ne morejo skrbeti za higieno, čeprav večkrat rečejo ljudje, ja, pa so umazani. Ne, niso umazani, če je le mogoče, se umijajo in kadarkoli je kakšna reka ali karkoli, kar je povezano z vodo, jih vidiš, kako se umivajo in kako želijo biti čisti. No, tam sem večkrat žejna tudi zato, ker pač ne želim še tiste male vode jim spiti, ki jo imajo. Tukaj pa na vsakem koraku si lahko brezplačno natočiva vodo in potem kolesariva naprej. Je pa problematika tudi z vodo verjetno tukaj velika. Ja, ampak podobno kot v Sloveniji, voda ni glaven problem. Zato, ker imajo toliko dežja, ker šije skozi. Zdaj imamo srečo, da je lahko kolesarva po soncu. Prvi teden smo imeli vsak dan dež. Več problem na Irskem je zgodovina, zavedanja, kako je ta imperialna sila, s katero so sosedje, pokradla zemljo in vodo, vodne vire, seveda vodne zajetja, zdaj jim pa jih usiljuje nazaj v najem. Se pravi, Britanci so tako kot po celem svetu pokradli zemljo, pregnali domorodce in potem tistim redkim, ki so ostali, jim zdaj prodajajo oziroma jih silijo, da morajo plačevati najemnino za zemljo, ki je bila nekoč njihova. Zanimivo je poslušati vsak dan, kjerkoli se ustavlja, čim zvedo, da nisva Angleža, da nisva pomija, kakor oni rečejo, poslušati domačine, kako ne pozabijo velike lakote, kako je Britanija izvažala irsko pšenico, je pa milijon ljudi umrli zato, ker je krompir se tisto sezono spižil. Kako so jih s tem pognali proč iz te svoje kolonije Irske in so danes Irski po celem svetu, v Ameriki, v Avstraliji, Novi Zelandiji še posebej. Zanimivo je poslušati Irce, kako upravičujejo IRO, organizacijo, ki je tle morila otroke, ženske, starce s svojimi bombami. Koliko imajo solidarnosti za to, Britanci jo imenujejo teroristična organizacija in res je bila to organizacija terorja. Ampak kako zdajle svarijo, lahko vsak moment spet eksplodira nova vojna, tukaj, na otokih. Mene to skrbi, ne zdaj samo za Afriko, mene skrbi za Evropsko unijo, mene skrbi, da če ne bomo se zavedali, da smo ta svet skupaj kreirali, večina prijateljev, mojih sošolcev in žlahte misli, da nimajo nič s temi problemi sveta. To so problemi sveta. Mi v Sloveniji smo pa na varnem, mi smo pridni, mi devamo, čuvamo, mi smo Slovenijo očistili smeti in zdaj smo še vodo zavarvali in obale in zdaj nas svet sam prgmah psti. Naš svet ne bo mogel pastiti prgmah, ker smo povezani. Jasno, da ne. Zato vas vse tudi ob tej priložnosti pozivam, zanimajte se za probleme sveta, ker ti problemi nas še vse čakajo. Še enkrat. Res, glejte, še gledal film, pa vidite, kdo je ogrožen, vidite, kako so tukaj nedolžen. To imam jaz. Vsi smo ogroženi. Vojo je potapljač. Ste se kdaj srečali v živo s Tomom? Ne. Aha, to je torej vajino prvo srečanje preko spleta. Ja. Vojo, zdravo, Tomo. 30 let si potapljač? Me veseli. Zavidam ti potapljanje, zavidam ti, da se lahko podaš v to notranje vesolje, v nedelja zemlje, v tišino, tja, kjer ni problemov, jih pa lahko vidiš tiste, ki jih mi povzročamo ljudje. Tako, in to je moje vprašanje, Tomo, namenjeno Voju. Točno. Koliko se je dejansko spremenilo življenje pod vodo v teh desetletjih tvojega potapljanja? Jaz ne bom nikoli pozabila Tomo in Bojano in spoštovano občinstvo, ko sem videla pred kar nekaj leti, ko je Vojo svojo ekipo potapljačev iz Drave
potegnil toliko na vlake, da sploh nisem mogla verjeti in sem potrebovala približno teden dni, da sem sploh dojela, da ljudje dejansko mečejo marsikaj v reko, ne? Tako je Ne samo, da se izliva, ampak tudi ljudje mečejo, ne? Točno. V reki seveda najdemo marsikaj. In mogoče, da se navežem zdaj na nekak Tomota, pa ne vem, jaz sem kot mlad študent v Ljubljani spoznal tvoje podvige tam in sem se začel zavedati, da na svetu so veliki problemi, potem sem se začel potapljati in smo se 94. prvič potopili v Dravo v okviru nekega športnega vikenda, februar je bil, in sem valjda nekih ful smeti videl, ne? In valjda je bilo 1+1, gremo narediti ekološko akcijo. Torej, me razumeš, misli globalno, deluj lokalno. Torej sem se, eni ljudje kot Tomo, evo, grejo po svetu, opozarjajo na res svetovne probleme. Jaz smo različni, hvala Bogu, to spoštujem. Ampak jaz pa sem se odločil delati tukaj, torej, ne. Ampak to ravno o tem govori, da je to pomembno. Kompliment dajem tebi, Tomo, ker smo pač drugačna. Ti si se odločil iti po svetu, opozarjati na svetovne probleme. Jaz sem se jih zavedal v nekem trenutku, ampak sem prav videl, da lahko mogoče na lokalnem več pomagam ali karkoli, ne. In naše društvo torej od leta 1994 tradicionalno organizira to ekološko akcijo. Valjda, tako si ti rekla, v enem trenutku smo izvlekli marsikaj, ne. Ne bi si domišljal, da smo mi zdaj reko očistili, tam imam posla. Mogoče ja, valjda, neke vidne zadeve. Vedno znova se zdaj najdejo v njej posledice vandalizma, mladinskega ponočevanja, bla, 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 kakih kriminalnih dejanj. Ampak rekel pa to si potapljači mariborski kao malo jemljemo, ne? Da torej smo uspeli malo spremeniti pogled Mariborčanov na reko. Torej odnos do Drave, ne? To. Ker nekoč, ko smo začeli, tam v 90-ih, je to še vedno bil bav, sploh v vseh temah. Drava, fuj, zdaj že nekako se mi zdi, dobro, ne samo naše, ampak del tega pa je naš doprinos, torej, da so ljudje počeli na reko gledati kot na neko naravno telo, na katerem lahko izvajajo rekreacijo. Veš, da vrsto let zdaj delamo tudi prireditev Drava, moja plaža. Torej, ne samo, da očistimo, ampak da tudi pokažemo, kakšna bi bila pa možna preživljanje časa ob vodi, ker Drava je tudi po kemičnih kazalcih kopalna voda, ne? Samo pač ni še infrastrukturno urejeno, da bi bilo varno pa primerno, ne? Lahko pa se sva individualno, mi se kopamo, pravi, se že potapljamo. Tomo bi mogoče lahko dodala zdaj še, kako dolgo še, ne, glede na to, kako se industrija razvija, kaj vse poskušajo z našimi vodami, rekami, potoki, morji početi, je vprašanje, koliko časa bo Drava še takšna, če se ne bomo borili za njo, tako kot smo se za vodo na nedavnem referendumu. Tomo, mimogrede, Bojana, vprašanje naslavljam tudi nate, vaju je kaj presenetil rezultat referenduma za vodo v Sloveniji? Mene osebno ne, zato ker se mi zdi, da se v Sloveniji nekaj dogaja in da pač ljudje takrat, kadar se gre za njih, znamo stopiti skupaj. No? In mislim, da v tem primeru, ko so se zavedali, da lahko ostanejo brez vode, da v bistvu so stopili skupaj in jaz mislim, da bo v prihodnosti tega vse več. Tomo? Kakšen okus ima na Irskem voda? Čisto dobrega, ne kloriran, tako da se mi zdi, tako kot je Tomo prej rekel, vode je tukaj res veliko, ampak ko sva se pogovarjala z domačini, imajo oni podobno kot mi, tudi se borijo in mislim, da en referendum jim in da zdaj pričakujejo novega, ker želijo tudi tukaj vodo zaščititi, da se ne bi privatizirala in da bi jim ostala pač, da bi lahko tako kot zdaj svobodno dotovali do morij, jezer in pač imeli pitno vodo na razpolago. Tomo, Bojana, za konec imam še vprašanje za vaju, na katerem delu Slovenije, v kateri slovenski vodi ste se nazadnje namakala? Pa ne v bazenu. Jaz se vržem v vsako vodo, ki jo vidim.
polet, res, to pa prav, tako kot dihati se mi zdi, da je zelo pomembno. Jaz mislim, da če ne bom izkoristil vseh voda za kopanje, sploh pa divjih, da bom novembra nad covidom. Bojana, Tle smo srečali človeka, ki je on srečala, ki nam je povedal, da 360 stopinj na leto, ne, 360 dni na leto plava. Vsak dan gre v vodo, tudi po zim, ki ima 7 stopinj Atlantski ocean. No? In ta je zdaj moj vzornik. Jaz sem bil v Čukovi jami vsak dan, to je pri Kokrci na Gorenjskem, pri Kranju. Sava, Sora, morje seveda, Soča me čaka. Ko me čakam, ja, v tej vročini. Jaz pa moram priznati, da sem predno sva odšla, sem hči peljala enkrat, že ko je bila ura, ne vem, mislim, da blizu polnoči, kar na našo slovensko obalo, ampak je bilo tako vroče, da sem potem izkoristila in skočila še v močilnik, kjer je bilo pa očitno osvežujoče, čisto druga temperatura in res super, tako kot tukaj zdaj, ko plavava v tem morju, to je najprej te zebe, mislim, da ne boš mogel narediti niti par zamahov, ampak potem prideš čist drugačen ven, svež, spočit. A veste, zadnje teorije kažejo, da je celo vesolje na vodi narejeno. Da je voda vse povsod. Mogoče še v tisti temni materiji, ki ne vejo, kaj je noter. Čuvajte vodo, res. Prvošte jo tudi drugim. Čuvajmo jo. Čuvajmo vodo, tako kot zrak. Ja. Se tudi celo človeško telo je v bistvu sestavljeno z vode, kar učimo tečajnike pri potapljaškem tečaju, ne? Ja, malo slabo sva slišala, ste rekli, da je celo človeško telo, sestavljeni smo mi iz vode večinoma, ne vem koliko procentov, blazen visok procent je vode. Ja, je človeško telo sestavljeno iz vode. A se izgubljamo, smo še tukaj? Jaz sem sama voda, pa inteligenca. Vode pa inteligence, tako. Vojo, a bova Bojani pa Tomu nazdravlja na Irsko? Z mariborsko vodo? Z mariborsko vodo vama nazdravljava in se zahvaljujemo za ta vklop in najlepše hvala za to, da ste se vzeli en dan. Midva pa z našo, tle. Že bolj maljo je. Zelenih gričev zahodne irske obale. Lepo se imejte. Vse dobro. Enako, hvala. Naj teče voda. Pozdrav, lep pozdrav. Vojo za konec pa še vprašanje tebi. 50 kilometrov. Srečno. Srečno. Za konec pa še vprašanje tebi. Čau, vsem sodelujočim. Aha, Toma smo nasmejali. To je dobro, smeje se. Ja, to je dobro. Za konec me še pa to zanima, Vojo, prej si dejal, da se je precej spremenil odnos do Drave. Lahko poveš malo več o tem, glede na to, da je Drava tekoče srce Štajerske, našega Maribora sploh? Mogoče ena anekdota izpred 2 let na eni tiskovni konferenci, ki smo imeli na Brvi Studenški, po neki ekološki akciji, ki je organizirala Mariborska občina na Brežje, pa smo mi prišli asistirati, pa je župan bil, pa direktor Dravskih elektrarn, ki je mimogrede tudi naš potapljač. In so ona dva prvo dajala izjave novinarjem, ne, in pa so prišli do mene, pa so rekli, Vojo, boste vi še kaj rekli, ne, pa sem se rekel, ne, ona dva sta zdaj vse povedala, kaj mi že 20 let govorimo, ne. Teda, polni ust so torej življenja na reki, izkoriščenja reke, kvalitetnega preživljanja. Torej, to, kaj mi, ko smo začeli, takrat vse nismo niti vedeli. Pač videli smo, da so smeti not, pa smo rekli, gremo jih pač dati ven, ne. Pol seveda, odraščaš sam, sem bil že, rečemo, takrat tudi malo bolj, rečemo, misleč, pa to, pa veliko čuteč, se tudi zaradi tega sem tako začel to, ampak tudi kot društvo smo začeli jemati to malo bolj resno, v bistvu kaj so vse cilji te akcije, torej ne samo to, da damo smeti ven, ne, ampak da opozarjamo, ne, tudi ekološko akcijo smo premestili pol v Marec, pol smo ustanovili toto novo prireditev Drava moja plaža, ne, na kateri pa kažemo, kaj je možno na Dravi, ne, pa imamo še tisto Dobri možje iz Drave, kjer pa obdarimo otroke v decembru, ne, torej, da probamo na celo leto
Ker po zimi se v bistvu mi potapljamo v Dravi. Drava pa nam takrat odpre vrata, ker je vidljivost bistveno boljša po zimi, ko so nizke temperature, majhni pretoki in letos, naprimer, ta koronsko je še malo doprineslo, je bilo neverjetnih 5 metrov, naprimer, vidljivosti v mestu pod vodo. To je nepredstavljivo, ne, v bistvu. Uživamo v njej in želimo, da bi tudi drugi uživali v njej. Ja, hvala za vse, kar počnete. Imejte radi Dravo še naprej, da vam bo še naprej odpirala vrata. To si zelo lepo pesniško povedal. Hvala, Vojo. Prosim. Tudi zato, da si se udeležil nocojšnjemu vabilu. Spoštovano občinstvo, nas pa čaka po kratkem premoru najprej projekcije dokumentarnega filma legendarnega Maka Sajka. Njegov dokumentarni film je kratkometražen, nosi naslov Strupi. In sicer gre za zgodbo, ki se je režiser, prava legenda pravzaprav dokumentarnega filma, lotil o industrializaciji, ki je vplivala seveda v povojnem času na samo sestavo naših rek, na njeno življenje, na spremembe ne samo ekosistema, ampak tudi družbe same. Kot vidite, se spreminja vse od okusa vode do kakovosti bivanja, ki je skorajda končna posledica, do izumiranja številnih živalskih vrst, med katerimi so številni mikroorganizmi, ki jih sploh ne opazimo s prostim očesom, pa so bistveni zato, da lahko sploh hodimo po vodi. V tem kratkem filmu pove zelo veliko. Po njegovem uvodnem dokumentarnem filmu Strupi pa sledi napovedani Darfur. Celovečerec, 89 minut traja. Tomo Križnar ga je z Majo Vajs režiral pred dobrimi 15 leti. Povem pa naj, da gre kot predzgodba, morda celo veste, ampak je treba vedno znova to omenjati, za dokumentarni film, ki je nastal na podlagi tega, da je naš pokojni predsednik, dr. Janez Drnovšek, takrat Toma Križnarja poslal v Darfur pogledati, kaj dejansko se tam dogaja z uporniki, kakšno je dejansko stanje na terenu, in ko je Tomo stopil na tisto območje, je dejansko odkril zgodbo, o kateri svetovni mediji sploh ne poročajo, potem pa so se tudi na Toma zgrnili temni oblaki. Hvala Bogu, da ga imamo živega spet nazaj, tokrat na Irskem, kajti vse bi lahko bilo povsem drugače. Povem naj tudi, da so se proti Tomu takrat, ne vem, če se spomnite, postavili nekateri slovenski aktivisti, znani ljudje, ki so pač govorili v smislu tega, da kaj ta naš slovenski Tomo Križnar rine v neko drugo tuje območje, češ, da s tem bo samo Sloveniji nakopal probleme. Pa, kot vidimo, je bil velik vizionar. Tako da dobrodošli in hvala lepa, ker podpirate festival Dok, dokumentarna obzorja. Nocojšnji večer je drugi v sklopu dokumentarnih obzorij. Zahvaljujem se pa tudi Gustafu. Betina Habjanič, aktivistka, nam je nocoj pripravila odlično vegansko večerjo, zanjo se zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi Zofijinim ljubimcem in društvu Mitra. Spoštovano občinstvo, tudi vam v neposrednem prenosu in tistim, ki nas spremljate po poslušanju in ogledu. Vojo, hvala tebi, naj teče voda.